V brazilskem mestu São Paulo so organizirali posebno ulično slavje povezano s Kitajci, ki bivajo v tej državi. Na slavju z osrednjo temo Hrepenenje po daljni deželi je sodelovalo skoraj 300 kitajskih in brazilskih pevcev, plesalcev in drugih ustvarjalcev, ki so povezali dve različni kulturi. Izpostavili so kitajsko tradicijo, kulturo in etiko. S tem so počastili skorajšnje kitajsko lunarno novo leto oziroma se pripravili na kitajski spomladanski festival, ki se bo začel 15. februarja in bo trajal več kot 2 tedna. Slavje v brazilskem mestu je pritegnilo več kot 1000 gledalcev. Indonezijka Siti Aisyah je bila skupaj s sostorilko Doan Thi Huong iz Vietnama obtožena, da je ubila brata severnokorejskega voditelja. Kim Jong-nam je umrl lanskega februarja na letališču Kuala Lumpur, potem ko sta ga zastrupili s prepovedanim kemičnim strupom VX. Odvetnik Aisyahove je na novinarski konferenci dejal, da sta bili ženski prepričani, da sodelujeta v resničnostni oddaji s pranki. Da torej snemajo resničnostni šov, v katerem se iz ljudi norčujejo oziroma šalijo na njihov račun. V to naj bi jo prepričala malezijski taksist in severni Korejec, s katerima sta se spoznali v nekem trgovskem centru. Filipinski socialni delavci med prebivalci, ki so jih evakuirali z nevarnega območja delujočega vulkana, delijo obrazne zaščitne maske. Vulkan se je namreč, kljub temu, da se je že nekoliko umiril, spet prebudil. Iz njega še vedno teče lava, dviguje pa se tudi pepel, ki prekriva širšo okolico. Maske so zaščita pred vdihovanjem pepela in drugih nevarnih snovi v zraku. Zlato muzo Pabla Picassa so danes prvič prikazali v Hongkongu v okviru Sotheby'sove razstave impresionizma in moderne umetnosti iz Londona. Portret Marie-Thérèse Picassove Zlate muze je nastal leta 1937, istega leta kot odlična mojstrovina istega slikarja Guernica. To je bil čas, ko sta Marie-Thérèse in Dora Maar močno vplivali na umetnika in njegovo ustvarjanje. V sedanjosti se je slika prvič pojavila na tržišču, po ocenah pa znaša njena cena približno $50 milijonov. Na ogled jo bodo postavili ob izbranih drugih umetniških delih v Hongkongu, Tajpeju in New Yorku. 28. februarja pa jo bodo vrnili v London.